Na to, kar ste zdaj rekel, seveda si tega jaz ne predstavljam. Jaz si ne predstavljam niti, da bi šla po 24 urah še eno tožbo napisati, kaj šele, da bi 10 ur operirala. A nam razložite, kako dejansko poteka zelo nasplošno postopek od ugotovitve možganske smrti, pa do tega, da je organ, kaj bi bil strokovni izraz, da se nahaja že potem pri... Da je uspešno presajen. Da je uspešno presajen. Ja, tukaj je kar veliko korakov. Zdaj, en pred tem še, ko ste rekla, je, da je pravilno, da se obvesti koordinatorja za transplantacije, kjer imamo tako imenovane bolnišnične koordinatorje v vsaki bolnici, po eni strani ministrstva imenovan in pa centralne, ki pripadajo Slovenija Transplantu, da se nekaj dogaja. Že pred tem. Ker če bomo ocenili, da ta oseba, ki umira oziroma je umrla možganske smrti, ni primerna za darovanje, ne bomo bremenili niti svojcev s pogovorom, ne bomo čakali predolgo, ampak bomo hitro zaključili s postopki ugotavljanja, takoj kot možganska smrt klinično dokazana, je prav, da se teste naredi. A vas jaz prav razumem, da to dejansko pomeni, da ko že je nekdo recimo sprejet na urgenco in se nakazuje, da ne bo preživel, da se takrat že sproži nek alarm, imamo potencialnega darovalca? V bistvu je to neka želja za pravilno sledenje. Kle ljudje začnejo spet mečkan dvomiti, mislijo, ta bo pa zdaj posegel vmes v postopke zdravljenja, pa se lahko zgodi nekaj, kar si ne želim, tega ni tako. V bistvu, če res vemo, da ne bo preživel, to je eden od modelov, ki ga v bistvu šele zdaj uvajamo, tako imenovan ICOT. Ko nekoga sprejmeš v intenzivno terapijo z namenom, da se mu spolne želja, da bo postal darovalec, predtem sledi konzilij drugih zdravnikov specialistov, ki so eksperti za tisto, kar se je temu človeku zgodilo. Recimo huda poškodba glave, ali pa neka krvavitev, ali je nevrološki vzrok, ali je travmatološki vzrok za dokončno okvaro možganov, in bi ga po tem posvetu prestavili na oddelek, kjer bi mu samo lajšali trpljenje, poskrbeli, da se ne bi mučil, po domače rečen, in bi smrt nastopila v nekaj urah. V tej situaciji, po sklepu tega konzilija, bi se morali obvestiti koordinatorja. On bi pogledal najprej, če je ta oseba sploh primerna, če bi ugotovil, da ima neko krvno obliko raka, te so absolutna kontraindikacija v vsakem primeru, ali pa razširjeno okužbo, potem ne bi niti šel predpogovor s svojci. To so se zdaj dotaknila nečesa, kar v bistvu šele začenjamo v praksi delati. In v register tukaj ne moč pogledati, ker oseba še ni umrla, narediš predpogovor s svojci, poiščeš to željo, če oni vejo, da je umirajoči želel biti darovalec, se ga sprejme v intenzivno terapijo s tem namenom, da se mu ta želja izpolni, ker vemo, da ne bo zdravel, ker vemo, da ne bo niti v komi oziroma vegetiral, ampak da bo smrt nastopila izjemno hitro. Drugi postopki, ki trenutno zdaj tečejo redno, se od tega razlikujejo. Tukaj je oseba že sprejeta v intenzivno terapijo, pa se znotraj zdravljenja zgodi, da žal gre v klinično sliko možganske smrti, kot rečemo strokovno, zaradi razlogov, ki sem jih nekaj vprašanj nazaj naštel. In še pred dokazovanjem možganske smrti, kar naredimo s testiranjem odziva možganskih živcev, da prevemo funkcijo možganskega debla, pa potem bomo še odsotnost prekrvavitve oziroma funkcije možganske skorje, se že pred tem informira koordinatorja, da se nekaj dogaja, zato da bo znal organizirati potem vse nadaljne postopke. Ko se zdaj v skladu z zakonodajo pravilno dokaže možganska smrt, se koordinator obvesti, kdaj bo svojci prišli na pogovor, se opravi tisti izjemno zahteven pogovor, o katerem sva že govorila, potem pa koordinator ima v bistvu tako kot neko checklisto, tako kot imajo piloti, da lahko z avionom varno zletijo, preveri vse, kaj je treba narediti. Pokliče vse dodatne strokovnjake zdaj, da gremo pa v natančno oceno vsakega organa posebej, da vidimo zdaj, če je vsaj en primeren za odvzem. Javimo vse skupaj v Eurotransplant, kjer so spet drug tip koordinatorjev, oni v računalniku vnesejo vse te podatke in potem dobijo ven informacije, kjer organ bo šel k kateremu prejemniku. Jaz imam tukaj eno pod vprašanje. Če bi se slučajno zgodilo, da bi bila dva prejemnika povsem enako primerna za darovanje tega organa, kdo odloča, katero od njiju dveh bo organ dobil?
Če bi bila recimo oba pri nas, potem Eurotransplant včasih reče, da imamo centralno ponudbo, se pravi, da se strokovnjaki, ki skrbijo za, recimo zdaj, da je to nekdo, da sta dva, ki sprejemate ledvico, nefrologi, odločijo, kjer je ta moment bolj primeren. Nikoli ni čisto enako, lahko je en zdravstveno majčkeno slabši. Stanje na čakalnih seznamih je zares dinamično, če recimo imaš neko akutno virusno obolenje, če si prehlajen po domače rečen, ne moreš biti v tistem momentu presajen, in se lahko zgodi to. Se to vnaša v te sezname? Ja. Dejansko se vsak prehlad vnaša? Ja, vnaša se, v bistvu javiš, da je začasno netransplantabilen, mi rečemo s svojim izrazom, oziroma da v tem momentu ne more biti resen kandidat. Ne da se ga dejansko čist iz seznama dol, ampak se sam reče, da je non-transplantable. Se pravi, dobi to označbo do takrat, dokler se ne pozdravi. Pomeni, da mora pacient javljati ta stanja. Ja, in tudi preverja se. Stanje teh pacientov se nasplošno preverja. Niso nikoli prepuščeni samemu sebi. Zdaj imate tudi stanja, ko je z njimi tako hudo, da morajo biti v bolnici, ne zaradi prehlada, ampak za tako izrazitega poslabšanja funkcije organa, zaradi katerega čaka na presaditev, da življenje včasih visi na nitki in takrat dobijo pa posebno označbo, to je tako imenovan visoko urgentni prejemnik. To je pa nekaj, kar povoz vse ostalo v alokacijskih pravilih znotraj celega Eurotransplanta. In recimo en organ, ki bi bil primeren za od darovalcev v Avstriji, za prejemnika v Avstriji, recimo srce, lahko dava tako primerjavo, bo zdaj odšel v Slovenijo, zato ker je naš prejemnik v hujšem stanju in ne bo preživel, če tega organa ne bo dobil takoj. Vse te situacije, če bi morali biti samozadostni, nekaj podobnega, ampak ne tako hudo je bilo med covidom, bi vodile v smrt teh ljudi, če ne bi ravno takrat se zgodil moment, da bi imeli enega darovalca. In te številke zelo nihajo. Recimo prejšnji mesec smo imeli samo 2 darovalca, mesec predtem samo 4. V zelo dobrih mesecih se zgodi, da jih imamo 10, kaj dosti več pa ne. Ampak te momenti poslabšanja na čakalnem seznamu so pa nepredvidljivi in se lahko zgodijo kadarkoli. Zato je izjemnega pomena, da smo v bistvu od leta 2002 enakopravna članica Eurotransplanta, v katerega so skupaj zdaj skoraj 140 milijonov ljudi v primerjavi z Slovenijo, ki ima malo več kot 2,1 milijona prebivalcev. In zdaj sem vas v bistvu tudi zmotila, govorila sva o tem, da nastopi trenutek možganske smrti, da se oceni, da je nekdo primeren za darovalca. Kaj se zgodi potem? Potem v bistvu že vso to oceno, ki jo upravljamo, javljamo v Eurotransplant, kjer teče tako imenovana alokacija. Na podlagi znanih podatkov o darovalcu in njegovih organih se odvija to ujemanje, najboljši meč, kot mi rečemo strokovno, najboljše ujemanje med organom in prejemnikom, in na podlagi tega se potem začne organizacija transporta. Povejo nam, kam naj bi kakšen organ v končni fazi potoval, v kater prejemniški center, katere ekipe bojo prišle, na kakšen način, ponavadi z ambulantnimi letali, treba odpirati določena letališča, če se to da, ali se pa dogovoriti, kje bojo najbližje lahko pristali, pa potem z reševalci do donorske bolnišnice. Torej po organ pride tista bolnišnica, ki bo naredila presaditev? Ja, tista bolnišnica, ki bo izvedla presaditev, organizira transport. Pošlje svoje kirurge, predvsem za srce pa pljuča, to se dogaja. Za jetra niti ne zaupajo dovolj izkušeni naši ekipi, da vse natančno vidi, da lahko tudi izvede. Večina kirurgov, ki izvajajo eksplantacijo, kot rečemo, oziroma odvzem organov, je iz rečemo mehkokirurških strok, to so abdominalna kirurgija, urologija ponavadi. Te izvedejo začeten pregled telesa, ugotavljajo, če je kaj še v tistem momentu, ko se odpre, pa pregleda prsni koš, pa abdominalno votlino, trebušno votlino, če je še kaj skritega, kar nismo s preiskavami našli, včasih se naključno kakšen tumor najde. Če je vse v redu, če ni, odvzamemo biopsijo, se pravi, pogledamo s posebno iglo, odvzamemo vzorec, ga pošljemo na patologijo. Če je vse zdravo ali ne, tisti čas ekipe malo nekaj drugega delajo, natančno preparirajo organe, ki bi bili ustrezni za odvzem. In ko dobimo te rezultate, če res kaže na neko maligno bolezen, nehamo takoj. Če pa ne, pa nadaljujejo postopek naprej.
Tako da za srce pa za pljuča pa vedno pošiljajo prejemniški centri svoje kirurge, ponavadi tudi tiste, ki bo organ presadili v končnega prejemnika. Za te je treba organizirati transport. Mi smo zadolženi za transport po tleh, se pravi, kjer njihov avion pristane, moramo poslati reševalno vozilo, ker mora vse potekati izjemno hitro. Potem potujejo, recimo, če mariborsko letališče ni odprto, v tem severovzhodnem delu imamo 5 donorskih bolnišnic, Celje, Ptuj, Slovenj Gradec, Maribor pa Mursko Soboto, si moramo pomagati recimo z letališčem v Gradcu. Včasih si pomagamo z zagrebškim letališčem, pa potem po nekih stranpoteh, mogoče mimo Ptuja, pridejo do nas. Tako da logistika je vedno izjemen zalogaj in pri srcu pa pri pljučih se kar mudi, srce zdrži nekje 4 ure, mogoče 5 izven telesa, ampak ne čisto zares transporta prenese mogoče 2 uri pa pol do 3, z eno posebno transportno torbo, zdaj že lahko med 5 pa 7 ur, ampak tiste je bolj neke vrste sofisticirana hladilna torba, kot pa dejansko tista mašina, o kateri sva govorila, tista je zaenkrat za nas še finančno prevelik zalogaj. In temu se prilagaja v bistvu vse skupaj. Logistiki transporta, čas, razpoložljivost ekip, razpoložljivost operacijskih dvoran, zato se to dostikrat je dogajalo sredi noči, pa tudi v dopoldanskem času.